Odkar je 13. marca lansko leto na oblast prišla tako imenovana Janševa vlada, se je zgodilo toliko napadov na kulturo, da jih je pravzaprav nemogoče tu vse našteti in ker so dobro dokumentirani, jih tudi ni treba. Ravno tako ni treba o tej stvari govoriti v pretekliku, namreč ti napadi se odvijajo in kot kaže se bodo odvijali tudi naprej. Danes, oziroma v tokratni deželi pridnih, se bomo pogovarjali v bistvu o marsičem, ampak izhajali pa bomo iz položaja, v katerem se nahajamo samozaposlene in samozaposleni na področju kulture. Eni s priznanimi pravicami do plačila prispevkov, kar pomeni, da nam država krije neko osnovno socialno varnost, drugi pa brez te pravice, čeprav bi si jo marsikdo pravzaprav zaslužil in mu je bila oziroma je bila ta pravica podeljena. Na tem področju vlada popoln kaos. Jaz osebno verjamem, da je ta kaos nameren in verjamem tudi to, da bo trajal še veliko časa, dokler se stvari ne bodo občutno obrnile na bolje. To je pa v veliki meri seveda odvisno tudi od nas samih. Zato bomo v tokratnem pogovoru iskali vprašanja, oziroma se obračujem odgovore na vprašanja, kako naj bo leto 2021 drugačno od leta 2020 ali kako naj se ta boj, ki je bil začet prejšnje leto, nadaljuje tudi v tem letu. Lepo pozdravljeni v tokratni debati in lepo pozdravljena tudi moja dva gosta, to sta Enos Kugler, glasbenik Pobnar, in pa Zlatan Čordić, Zlatko, reper, takisto glasbenik. Enos prihaja iz Brežic, Zlatko originalno iz Fužin, jaz pa originalno iz Ilirske Bistrice in moje področje kulture sta pa recimo pisana beseda in film. To poudarjam zaradi tega, ker mi poleg tega, da nas druži to, da smo udeleženci oziroma da sodelujemo, smo aktivni na polju kulture, smo hkrati tudi zavezniki v tem nekem boju, ki ga moramo biti. In to je to, kar je pravzaprav že prvo neko temeljno sporočilo raznim Simonitijem, Minkam in podobnim. Medtem ko oni rušijo, se ne zavedajo, da med seboj povezujejo tudi ljudi, ki se prej morebiti poznali niso, in seveda ti ljudje so odločeni tudi kaj narediti. Ne samo mi trije in ne samo ta pogovor. Tako da lepo pozdravljena v tem pogovoru. Hvala vam za vajen čas. Pa prejdimo kar na samo debato. Začnimo pri tebi, Enos, prosim. In sicer, če nam lahko poveš, zakaj si se ti javno izpostavil? Kaj je bilo tisto, kar se je zgodilo tebi oziroma se ti še vedno dogaja? Ja, najprej se ti moram zahvaliti, da si mi rekel glasbeni Bobnar. Smo Bobnari tisti, ki se sam družimo z glasbeniki, tako da No, neki pa že vemo glasbeno. Ne. Malo, ampak neko uvidevnost ajde, recimo. Tako, dajmo reči, ne. Ja, moja zgodba v bistvu je taka, da sem, se pravi, maja lani zaprosil za status samozaposlenega v kulturi in seveda tudi za pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Obe vlogi sem oddal hkrati. Ministrstvo je o tem odločalo, komisije so o tem odločale, komisija mi je dvakrat dala pozitivno mnenje za plačilo prispevkov. Zdaj, vse to bom malo skrajšal, da ne bomo predolgi, na kar dobimo obvestilo 13.11., da mi te pravice kljub temu minister ne misli priznati, status mi pa v bistvu velja od 1.7. naprej. Tako da od 1.7. pa do danes jaz plačujem sam prispevke, odločbe o samih prispevkih pa zaenkrat še nimam. Zdaj, trenutno stanje je to, da oni čist kršijo upravne postopke, kršijo upravne roke. Imamo mnenja nekih pravnikov, recimo Rajka Pirnata, ki je vseeno, jaz mislim, da neka avtoriteta pri nas za upravno pravo, da je bilo kršenih ne samo postopki, da je tudi samo to odločanje zelo sporno. Zgodi se pa ne nič. Bila je seja v državnem zboru, na kateri sem bil jaz, poznaj prišel na isto sejo tudi Zlatko, na svojo sejo. Tam so se neki pogovarjali, kako bi se dali to zrihtati, ampak nič, zgodi se ne nič. Stanje je zdaj trenutno tako, da bi
SMC rad zamenjal Simonitija, na tisti seji so pa glasovali za Simonitija, ki se je zgodila pred enim mesecem, tako da razmere se v bistvu iz dneva v dan menjajo, slabšajo, poboljšujejo, ne vem kaj se, ampak stanje je grozno. O političnih razmerah bomo seveda govorili tudi nekoliko kasneje, ker se ne moremo, absolutno ne moremo se temu izogniti, tudi raznim igram. Okay. Zlatko, tvoj primer je nekoliko bolj znan, je bil nekoliko bolj tudi odmeven, ker je malo bolj specifičen, namreč pri tebi so šli celo tako daleč, da so te izbrisali, ne? To, da v letu 2020 smo še vedno imeli izbrisanega človeka, je po svoje tudi nekaj, kar naj ne gre mimo neopaženo. Ni to kar tako samo simbolično, klišejsko, kakorkoli. Z odvetnikom Dinom Bavkom sta vložila tožbo na upravno sodišče, ki ti je ugodilo takoj in, če jaz razumem, vrnilo postopek v ponovno odločanje, torej postopek, da se te briše. Zanima me, če imam prav v tem sklepanju in kje je zdaj, kakšna je tvoja situacija trenutno? Erik, hvala lepa za povabilo. Sem vesel, da lahko naše izkušnje delimo še na nek način z ostalimi. Sam sem prepričanja, da se predvsem v mojem primeru ni šlo za mene, ampak sem sam to videl nekoliko drugače, se pravi, to je bilo opozorilo vsem ostalim, kaj se lahko zgodi v primeru, če boste razmišljali svobodomiselno, če boste se ne strinjali s trenutno vlado. Razlika je samo v tem, da ko jaz izrazim svoje mnenje, to ne pomeni, da jaz kogarkoli sovražim. Ko vi mene vidite na posnetku ob petkih zvečer, ko govorim malo bolj čustveno, morate se zavedati, da jaz imam zelo velik krog ljudi, s katerimi se družim, pogovarjam, poslušam zgodbe, ljudje na ulici mene zaustavljajo, jaz si vzamem čas, ker me zanimajo te stvari, se pravi, če želim jaz prinesti skozi svoje delo čim bolj realno sliko današnje družbe, je potem normalno, da ko srečam nekoga, ki bi res z mano izmenil besedo dve, prisluhnem in na nek način dobijem informacije. In potem, ko jaz zberem vse te informacije, verjamem, da sliko na terenu lažje vidim, kakor marsikater politik, ki sliko na terenu gleda samo po statistikah oziroma številkah. Se pravi, hočem povedati, da že tukaj lahko opozorim na eno to napako, da ljudje nismo samo številke in statistika, ampak smo bitja, ki imamo srce in dušo. In meni osebno ni me neki ful prizadel, ko so me hoteli izbrisati. Bolj mi je bilo to wow, a toliko daleč bomo zdaj šli. In vesel, zadovoljen in hvaležen sem, da sem rojen v Ljubljani. To zdaj moram malo večkrat ponavljati, ker lahko miselni mislijo, da sem se ne vem kdaj preselil, doselil, kakorkoli že. Presenečen sem bil nad odzivom in samo podporo ljudi, občanov, katerih do zdaj niti nisem poznal in kako so mi stopali v bran, mi ni bilo niti za trenutek žal nikoli, da sem na glas razmišljal, prav tako kot razmišlja veliko število ljudi. In moja situacija je zdaj taka, da je bila ta odločba tako spisana, da bi jo lahko spisala tudi moja hči, ki hodi v 1. razred in to šolanja nadaljavo. In zaradi tega sodišče tega sploh ni obravnavalo. To je bilo varianta. Zaradi tega se je to hitro odvilo, ponovadi te stvari trajajo dlje. In v mojem primeru je zdaj tako, sam sem prepričanja, da jaz še vedno ustvarjam, se pravim, tudi zdaj v teh najtežjih časih sem se na nek način odločil z določeno ekipo, z določenim posameznikom narediti najboljšo stvar v svoji karieri. No, se veselim, ko bo to prišlo do ministra in ko bo to pogledal in bo videl, da se pravi vse tiste očitke
bom znova na nek način znova bom dokazal svojim delom in njemu in javnosti, da ne glede na to, kakorkoli vas moti, ker razmišljam na glas, jaz še vedno ostajam jaz, samo človek, ki enostavno piše samo te zgodbe, katere se dogajajo okoli mene. In hotel sem se zaključiti, se pravi, vsi me vidijo takrat energičnega. Zakaj? Zaradi tega, ker mene se določene stvari dotaknejo. Če jaz slišim, da se je v moji soseski vrgel iz balkona človek, ki je izgubil službo, mene se to dotakne. Meni je zelo žal in jaz takrat potem enostavno ne morem reči, ok, to je to. In potem slišim v moji v soseski, kjer sem odraščal, da je bil isti primer, celo 2, in potem slišim, da je bilo nekaj podobnega v Šiški in potem se jaz vprašam, dajmo malo pohiteti s to statistiko, pa se malo vprašamo zdaj, kako državljani Slovenije shajajo, kdo posluša zdaj te ljudi, a jim sploh kdo prisluhne. In take stvari, dame in gospodje, jaz ne morem kar zamišljati na en uč in se obrniti, kada se to ne dogaja v moji skupnosti, ne. Ker se zavedam ene stvari, da smo ljudje med sabo zelo bolj povezani, kakor si predstavljamo. In naši primeri so, kakor si sam lepo na začetku že povedal, samo še en dokaz, da takrat, ko so mislili na nek način, da nas bodo zdaj zrušili in utišali, so nas dejansko samo povezali med seboj. In zato se jim zahvaljujem. Jaz enako. Namreč v prejšnjih tednih je prišlo do toliko nekega povezovanja z ljudmi, s katerimi delimo isto skupnost. Ne smo del iste skupnosti, isto ustvarjamo na različnih področjih, ampak vseeno, ne, smo angažirani. Ampak smo nekako šli drug mimo drugega, vsak v svojemu nekemu poslu do nedavnega. Ne? Tako da to nas na nek način združuje, to je absolutno res. Jaz imam tudi velikokrat, razumeš, enkrat bom povedal to, kar so mi niti ne prijatelji, ampak kolegice in kolegi rekli, pa Erik, pa kaj si ti non-stop toliko jezen? Ne? Sem odgovoril, pa ni vprašanje to, da sem jaz jezen, zakaj sem jezen, vprašanje je, zakaj vi niste. To je to temeljno vprašanje. Ne? Jaz imam odgovor na svoje, to mene razbremeni marsikaterih stisk. Ne? In govorimo o duševnih stiskah, bom povedal sledeče. Ne? Namreč, pred parimi meseci, ko so prišli na dan primeri, ko se je tudi Enos izpostavil, to je bilo novembra, če se ne motim, ne? Jaz sem kontaktiral par naših, pa rečemo, naših ljudi, torej samozaposlenih z področja kulture, ne? Za katere vem, da so bili protipravno, da jim je bilo protipravno ali oduzeta pravica do plačevanja prispevkov, ali jim ni bila podeljena navkljub temu, da so vse mogoče komisije in zbornica kulturna in tako naprej strinjajo, da bi to morali prejeti. Ne? Jaz sem jim poskušal dopovedati eno stvar, vsakomur posebej v telefonskem klicu. Ne? Izpostavi se in takrat ne boš več sam. Ne? Ker ta prva stvar, ki so mi rekli, zakaj bi se jaz izpostavil, zakaj bi jaz šla v javnost s tem, zakaj to, zakaj jaz. Vsi mislijo, da so sami in so sami, dokler ostanejo na teh pozicijah. Ne? Dejansko več ljudi, kot bi stopilo s temi primeri, bolj, ko bi javnost imela tudi priložnost spoznati razsežnosti stiske, ki ni samo stiska kulturnikov. Smo imeli v prvih 2 pogovorih za deželo pridnih mlade in sindikat Mladi plus in tako naprej, pokrivamo te stiske čez družbo, razpotegnjene. Ne? Ampak v našem primeru, ne? Ljudje se očitno enostavno še vedno ne želijo preveč izpostaviti. Ne? Preden preidemo na naslednje korake, kaj bi lahko tukaj vse naredili, sprašujem Enosa tebe, zakaj si se ti recimo izpostavil kot eden zelo redkih in zakaj smatraš, da je to pomembno? Mislim, zakaj meni sploh ni bilo vprašanje, da se ne bi. Da. Ker se mi zdi, da pač, če se nekaj takšnega dogaja, če bi bil jaz edini primer, če bi bil osamljen, bi rekli, je napaka, bomo popravili, v redu. Ne? Sem takih primerov zdaj, ne vem, mislim, da nekih 50, ne, približno, tako kot pač jaz. Ne, neko odločbo smo dobili, neke ne, niti ne vemo, kaj se dogaja, niti ne vemo, ali imamo prispevke plačene, ali nimamo, vse to o tem moramo brskati, klicati na ministrstvo, spraševati, pravih odgovorov ni.
odgovora na maile ni. In to traja že koliko časa? Jaz sem obe vlogi oddal 19. maja. Ne. Potem dobil odgovor v začetku junija, da je obem vlogam odobreno. Potem sem dobil konc junija odločbo, v kateri piše, da pač status samozaposlenega mi je odobren, o plačilu prispevkov nič, ne bo. Ne. Sred novembra, 13. mislim, da sem dobil obvestilo iz ministrstva, ki pravi točno to, kar si prej rekel. Ne. 2-krat komisija zasedala plus kulturniška zbornica o mojem primeru in minister pravi, da ne. Se pravi, 3-krat sem dobil pozitivno mnenje za prispevke, minister pravi, da ne. Zdaj jaz ne vem, jaz težko verjamem, ker to zdaj mogoče nekomu se zdi čudno, ampak to tam, ko se človek prijavlja na ta status, oba dva veste, so neke alineje, so neka pravila, ti moraš oddati en kup enih papirjev, en kup enih priporočil, ki ti jih pišejo razni Borisi Kavace, razni Dragoti Ivanuše, ki jaz mislim, da vseeno pomenijo nekaj na področju. Ne. Če Boris Kavaca ni en steber, ne vem, pa ne samo slovenskega, ampak jugoslovanskega gledališča ali pa filma, če hočete, pol jaz ne vem. Ne. In če njegovo mnenje nič ne velja, pa ni on edini. Ne. Vsak ima take svoje primere. Pol na katerih odrih, na katerih turnejah, s kom sodeloval, kaj posnel, to je en kup papirja, ne, ki gre. Zdaj, ali v datoteki ali na papirju. In jaz enostavno ne morem verjeti, da poleg vsega dela, ki ga ima minister za kulturo, si je vzel čas in prebral 50 takih kupov papirja, jih pregledal in se odločil, tale pa tle pa ni, ne, tle pa ta pa ni dovolj kulturni, ne, naslednji, ne. Ker to enostavno ni možno, on pač dela tudi druge stvari, ne. Bil je pisan zakon o RTV-ju, vsak drug teden mora sedeti na seji odbora za kulturo, pač ne gre, ne. Ni čisto časovno ni. Pa je tudi pijan, ne, tako da tudi to mu odbije neke delovne ure. To jaz ne vem, mogoče že dolgo trenira, pa pač mu ne odbije, ne, lahko tako deluje, ne vem, ne. Problem je to, da se mi zdi sporno, da so na ministrstvu neke komisije, ne, več komisij za glasbo, za slikarstvo, za bla, 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 ne, nekih, ne vem, 15 komisij, in on je zdaj nad vsemi temi komisijami, on bolj ve. Njem je bolj jasno, kot vsem tem strokovnjakom. Ali si nekdo zasluži to, ali si nekdo ne zasluži. Ampak ajde, recimo, prav. Recimo, da ve bolj, ne, dajmo reči, da ve bolj, poleg tega oni kršijo upravne postopke. In se ne zgodi nič. Pač mi smo ob nek denar, mi smo ob neko ekonomsko škodo smo utrpeli, ne. Zaradi tega, ker smo bili pač mislili, da to je vse zrihtano, ne, vse je pač v redu, ne. In to sred neke zdravstvene krize, ki pač je brez primere. Mi je nismo doživeli take, ne vem, če jo bomo še kdaj. Sem bil jaz par mesecev brez zdravstvenega zavarovanja. No, to je zelo to je, mislim, to je, ne da je to absurd, to je kriminal. Tukaj bi jaz res rad dodal eno stvar, kar se mi zdi zelo pomembna. Da govorimo direktno, s kakšnimi ljudmi imamo opravka. Na srečo imam doma 4 zdrave otroke in v primeru, ko so oni želeli meni vzeti status, ne, na ta način praktično bi se lahko zgodili tudi, da bi jaz ostal v nekem momentu brez zdravstvenega zavarovanja, avtomatično bi to pomenilo, da tudi moji otroci tega nimajo. No in tukaj pa pridemo potem do... Tudi jaz imam 2 otroka, tudi jaz imam ženo. Se to točno povedati. In pač oni, tako kot se prej rekel, oni to gledajo kot na neke, ne vem, na nek boj proti nekim številkam, na njih se zgodba ne dotakne. In tudi, če greš v parlament, pa jim predstaviš tam zgodbo. Oni še zmeri, čez 2 stavka bijejo... Še vedno lahko dodam z moje strani, da verjamem, da kljub temu, da recimo da bi šli toliko daleč, da bi v enem momentu se zgodila recimo kakšna nesreča, ker glih v tistih časih si mi je zgodil, da se je drugorojenka med igro je padla iz stola in se udarila v glavo. In preventivno smo jo peljali na urgenco.
In zdaj si predstavljate, recimo, da bi se zgodil nek moment, kjer bi jaz prišel tja in bi bil varianta, da nimam. Jaz verjamem, da živimo še vedno v taki družbi, kjer bi se to razumeli, logično, zdravniki, jaz mislim, da razumejo te stvari in da ponovadi pomagajo vsem pacientom, pa se kasneje rešuje ta papirologija, ampak hočem samo povedati, da to se samo postavljajo ene meje, do kam gremo lahko, kaj se bo zgodilo, če naredimo to, kakor da bi se nekdo igral z našimi življenji, ne? Kaj se zgodi, če bomo to figuro premaknili tja, če ugriznemo malo tega, malo unga, ne? In potem je samo vprašanje, ravno zato sem se tudi jaz izpostavil že vnaprej, da se čim prej postavi neka varna barikada v smislu glasa, se pravi to, kar nam je dovoljeno, se pravi, da lahko mi protestiramo. Mislim, zdaj pred kratkim sem videl, da še hupati ne smejo. Lepo vas prosim, toliko imajo povedati za čez prejšnji sistem, pa če ne bi bilo prejšnjega sistema, kakor je zapisala gospa Neva Železnik, je rekla, da če ne bi bilo prejšnjega sistema, kaj bi nas zdravili v cerkvah in džamijah. Ne? Hočem povedati, da ljudje spet niso toliko zabiti, za koliko zabite nas na nek način vodilni imajo in meni osebno nikoli ni bilo v interesu, da bi želel, da se protestira, ampak ravno obratno, ne ljubi se mi protestirati, ampak ko vidiš, kaj vse se dogaja okoli tebe, potem si rečeš, ja, ne moram samo stati, sedeti na kavču, kakor bi rekel gospod Ivan, in da nič ne naredim. Ne. Lepo si povedal, mislim, da ti za gospoda ministra, z njim sem celo najdel eno skupno točko. Ena je tudi ta nova, si rekel, da so ti 1.7., misliš 7. januarja slučajno? Ne, od 1.7. lani. Jaz mislim, da 7.1., ker 7.1. sem imel rojsten dan. In ena točka skupna, ki jo imava z ministrom, je ena kavarna na Kongresnem trgu, kamor on zahaja, pitne, jaz pa tudi zahajam, ampak pisati. Tako da skozi gledam v ljudeh, da najdem kaj skupnega, kar nas povezuje. Je to ta kavarna Platana? To je ta kavarna. Je to na Kongresnem trgu? Tako da, ko se odprejo lokali, bo verjetno tam? Verjetno bo tam. Jaz bom tudi hodil tja pisati. A ne bom hodil kričati, ne bom hodil pisati, bom iskal inspiracijo tam v tej kafani. Ne? Ja. Zanimivo tudi. Imamo opravka z brezvestnimi ljudmi. To je popolnoma dejstvo. To je absolutno dejstvo. Ne? Popolnoma brezvestnimi. Če se vidva sprašujeta, ali oni ne vejo to, kaj počnejo in kakšne posledice to pušča za ljudi. Ne? Se to je problem, glih, ker vejo je problem. Ampak, če ne bi vedeli, bi rekli, ok, je bila napaka. Ne? Jaz sem se pogovarjal sem se z eno žensko, za katero bom, ne bom niti povedal, na katerem točno določenem področju naj bi ona imela status in pravico odplačevanja prispevkov, ker ne želim nikakor jo izpostaviti. In tudi ni bistveno, tako je, ki mi je razlagala pač enostavno, da odkar ji traja ta stiska, traja ji približno od istega časa kot tvoja, imenujemo to stiska, v njenem primeru gre za duševno, pravi, da je že toliko živcev izgubila, da je pač na tabletah. Jaz sem jo poskušal prepričati, da enostavno stopi nekako ne v ospredje, ne na čelo neke kolone, ki ne obstaja pravzaprav, lahko tukaj figurativno o tem govorimo, ampak da se izpostavi, ne, da bi bilo teh primerov pravzaprav čim več. Jaz se želim, da ljudje, ki nas poslušajo oziroma gledajo, ne, in morebiti razmišljajo o tem, da je bilo pa zdaj pol leta, okvirno, pavšalno rečeno pol leta, pa morda od tega vseeno preveč, da je treba v letošnjem letu pravzaprav stvari obrniti, začeti obračati nam v prid. Zato je bilo tisto vprašanje prej postavljeno, ne, in velja tudi zate, pravzaprav, Zlatko, na nek način sta to že povedala, ampak kaj je tisto, kar te je prav spodbudilo tebe, Enos, da prav rečeš, veš kaj, jaz bom pa enostavno, jaz bom dal to od sebe, jaz bom šel na tiskovno konferenco od organizacije Asociacija, jaz bom dal to javno ven. Se pravim, ne vem, če je zdaj čisto ena točka, ne, ampak meni se zdi ravno obratno nelogično. Zakaj ne bi povedal? Jaz to moram povedati, ne za sebe, ne za Zlatko, ne za tebe, za vse nas.
za vse tiste, ki prihajajo po status, po meni, da ne bo precedens to, kar se zdaj dogaja. Zato. Če tega ne razumejo, mogoče bo razumeli kapitalizem. Zakaj bi spuščal ceno? Ne? To je spuščanje cene. Nekdo spusti ceno in ti rečeš, ok. Ne, jaz imam tako ceno, to je moj. Če pa ni v redu cena, se pa dajmo pogovarjati. Ne? Pa dajmo reči, ok, ta cena ni v redu, mogoče jo moramo vzdigniti, mogoče jo moramo spustiti, ker te kriteriji ne veljajo več, ki so veljali pred takrat, ko smo pisali te zakone. Ne? Pač govorimo o nekih kriterijih, recimo v statusu. Če pač jih ne izpolnjuješ. Ne? Se tam so neke točke, so neke alineje, ki jih je treba izpolniti. Pravila igre so jasna. Izpolnjuješ, pač je v redu, če pa jih pa ne. Zdaj zgodi se, da si tudi glih na meji, glih na cenzusu. Ne? Ampak se isto en obrtnik pač ne dobi vrtca, zato ker je zaslužil 13 evrov preveč. Ne? Ja, jebi ga, pač cenzus je. Ne? Nam se zdi to normalno. In ok, dajmo vzdigniti pol cenzus, pa nekateri izpademo. V redu, ne? Ni problem. Problem je to, da se dela po komunistično dejansko. Tle se dela po svoje, tle se dela neki strokovni, ne vem, organ ti reče črno je, drug strokovni organ ti reče črno je, tretji ti reče črno je, ti pa rečeš ne, rdeče je. Pa si zgodovinar, nisi glasbenik. Ko sem bral o tebi podrobno in o Zlatku, to sicer poznam, pojavljajo se, recimo, kako je Ministrstvo za kulturo ravnalo v vajnih primerih in v primerih številnih drugih ljudi. Pravzaprav je glavni problem je ta, da mi ne vemo niti koliko je vseh skupaj. Što je glavni problem? Ne? Tega števila ni. Ja, nekje bi rabili neko število, bi pa vseeno rabili, da bi razumeli, kaj pravzaprav počnejo, ker dokler imamo mi nek obseg pred seboj, lahko predvidimo njihove naslednje korake. Ne? Ko beremo o vaju dveh, ne, se ponavljajo besede protipravno, protizakonito, mimo pravil. To niso vajina mnenja, ampak mnenja in pravnikov, in asociacije in tako naprej. Ne. In kot rečeno, že prej zgodi se ne nič. Ne. Zato ena stvar, o kateri mi tudi med seboj razmišljamo, nismo edini, ta stvar mi je všeč, se nekako širi med vsemi nami, je to, da mogoče je treba res korenito razmisliti o tem, da bi se te osebe, ki sprejemajo te odločitve, ki so protipravne, protizakonite, mimo pravil, da bi se jih preganjalo individualno z vlaganjem kazenskih ovadb proti njim zaradi zlorabe pooblastil, zaradi malomarnosti, karkoli je. Ker ti ne moreš biti ministrica in enostavno teptati ta pravila, tako kot si oni to dovoljujejo. To verjetno že v štartu terja neke odgovore, neka dodatna pojasnila, ki jih mi v tem trenutku še ne moremo dati, stvari niso namreč prišle še tako daleč. Ne? Zdaj zaenkrat... Če smem, lahko, pač je opcija pritožbe, tako kot je Zlatko naredil, pač iti na upravno sodišče. Ne? Ja. Jaz bom isto, ko bom dobil odločbo, ki je še nisem, se lahko pritožim na upravno sodišče, oziroma lahko bi se celo pritožil, v prav obstaja pač ena stvar, ki se reče molk organa. In sicer obstajajo neki roki, odkar ti vložiš pač neko vlogo, do takrat, kodr ti morajo oni odločiti. In če se ne motim, je pač priporočen rok 2 meseca. Je 60 dni, 19. maj. Danes smo, 11. januarja. Že zaradi tega bi se lahko pritožil. Ko dobim odločbo, se lahko pritožim na postopek, ki je bil pač voden, kolikor je bil, in je bil kršen 87. člen ZUJK-a, v katerem piše, da pač, če je vlagatelj, se pravi obe vlogi za status samozaposlenega in za pravico do plačila prispevkov odda hkrati, minister o teh odloča hkrati. Kar v mojem primeru je absolutno jasno, da ni. Jaz imam prvo odločbo od 1.7., druge pa še nimam. Pa spet 11. januar, 1.7. Kaj se zgodi? Damo to na upravno sodišče, oni odločijo, vidijo tam, ok, ta zakon je bil kršen, in kaj se zgodi? Oni to vrnejo ministrstvo odločanje. Mogoče za nekim priporočilom, kako ne, mogoče pa tudi ne. In oni pač na ministrstvu bojo našli čez 2 meseca neko drugo vejico in bomo spet dobili isto odločbo in se lahko ciklamo v tem krogu. Se to, ne. Se pravi, pravna država je tle kaj?
Samo za intermezzo, ker čutim, da hoče tudi Zlatko nekaj dodatno. Kar sem hotel, absolutno, da se pridružujem. Recimo v njegovem primeru, ne, ko si me obvestil, ne, da ti hoče vzeti status, da so te izbrisali iz razvida, ne, to sem ti tudi povedal. Ne. Na nek trenutek mi je bilo kao, yes, okay. Ker sem vedel, spravili ste se na napačnega človeka. To meni popolnoma jasno, lahko terorizirate vse okrog sebe in ponižujete in pljuvate in streljate prek Twitterjev in tako ali drugače obračunavate, odstavljate, nastavljate, ampak v tem primeru se mi je zdelo, da ne bo šlo tako gladko skozi za njih. In ne gre, ne? Ker so izgubili pač, oziroma ker si ti dobil tožbo na upravnem sodišču, kar je, tukaj imaš absolutno prav, to je prvi nekako logičen korak, ne? In ker se je zdaj stvar vrnila nazaj na Ministrstvo za kulturo, ima tvoj odvetnik pravico vpogleda v spise, na podlagi katerih bo razvidno, naj bi bilo razvidno, zakaj so oni tebi odvzeli oziroma te izbrisali, hoteli odvzeti status. In na podlagi tega, ne, zato sem prej rekel, da ni še pravi čas oziroma ni še prišel ta čas, na podlagi tega se bo tudi videlo, kaj se da pravzaprav tukaj pravno formalno delati naprej, kako zgodbo peljati naprej. Mi tukaj smo laiki, ampak se hitro tudi učimo nekih pravnih zadev. Ne? Erik, Reci, prosim. Hvala za to opombo, to se mi zdi zelo pomembno, da smo to danes omenila. Namreč odvetnik je že, mislim, da 2-krat poslal željo po teh dokumentih in mi zdaj pač čakamo to, da vidimo na osnovi česa, ne? In potem bo vse bolj jasno in bolj znano. Jaz bi rad samo dodal, da dobil sem parkrat namige, češ ti bi zdaj lahko tožil državo, ne? Ampak jaz ljudem rečem, veste, jaz nisem toliko velik domoljub, ne. Jaz države pač ne bi tožil, ker je nimam tokrat. A štekaš? In mi je pa zanimiv to, da se pa popolnoma strinjam, edini način, kako bi se mi premaknili, da se take stvari ne bi ponavljale, je, da bi ljudje odgovarjali za svoje poteze, katere so naredili iz svoje bodisi žlehtnobe, bodisi sovraštva, bodisi malomarnosti ali recimo zaradi tega, ker mu je kdo drug to naročil. Praktično meni je tukaj čisto vseeno. Želim si, da verjamem, da bo prišel trenutek, ko se bodo ljudje tega začeli zavedati in tudi sam sem se nekako bolj razbremenil, ko sem se malo bolj pravno pozanimal, kako in kaj. Po drugi strani pa še vedno verjamem v boljšo prihodnost. Še vedno verjamem, da je v družbi več dobrih ljudi, ker takšne klice, kakršne sem jaz dobil, so me vedno znova na to opozorili, da delam nekaj prav. Mislim, meni so se javili ljudje iz različnih krajev celotne države in izkazovali podporo takšno in drugačno. Javil se mi je celo fant naših let in je rekel, da mi je pripravljen plačevati prispevke, dokler tega ne dobim nazaj. Mislim, jaz ne rabim, da on meni to plačuje, ampak že to, kar mi je povedal, mi je toliko močno, da enostavno ne vidim razloga, zakaj bi se jaz ustrašil nekoga, ki bi mogel delati za naš skupen interes, v bistvu pa se obnaša do države na način, kot da bi bil to njegov SP. Točno to je, kar je rekel Zlatko, bolj se pojavljajo klici, ne, tudi mene, ki pač nisem mogoče medijsko izpostavljen kot Zlatko, ampak kličejo ljudje, rabiš denar, ne, ni to problem, ni denar problem je čisto druge, ne. Tako? Problem je druge, ti denar, sej, nimam ga viška, ne moram reči, da zdaj ne vem kaj, ampak za tiste prispevke imamo, bomo plačali, ni problema. Problem je druge. Problem je, kako se dela s tem. Problem je pejte, opozorite na to, ne rabimo denarja. Pejte, poglejte naš politični spomin, moralno-politično odgovornost, ki je ni.
To je problem. Ne? Pa spet, ne samo v kulturi, na splošno v naši družbi je to velik problem. Ker se vrtimo v enem in istem ciklu, s tem te naši politični vodje, ali levi ali desni, nobenega ne favoriziram tudi, da ne bo... Ali desni ali levi si mislil reči, ne? Naši pa vaši, ne? Ali pa vaši pa naši, dajmo tako reči, ne, da ne v narobe. A naši? Ne, pa ne delajo tega. Naši, sem tež, kaj pa tež 6, tam so bili pa vaši. Vaši in naši so bili tam? Ne, čakaj. Ja, sem bili oboji. Oboji vajni so bili tam. To je res. Ne, o tem govorim, ne. Ko smo takoj, po 2 stavkih smo skregani. Zaradi njih. Mi nismo med sabo skregani. Ne. Če greš na Hrvaško, na morje, pa je arbitraža, se nismo skregani. Pumpajo nas, ribe da smo skregani. Ribe so pa skregani. Ribe ima resen problem, ne? Mislim, riba pa več, je to slovensko morje ali ni. Ne more ono v slovenskem morju, kako boš, a veš. Hotel sem še to je problem, se mi zdi. Mislim, verjetno gre nekomu tudi zdaj blazno hudo, slabo zaradi te krize. Glasbenikom itak, jaz imam malo sreče, imam studio doma, je lažje, ne? Koncertov pa ni. Tisti, ki živijo samo od koncertov, recimo na glasbenem področju, je dobro, se je temeljni dohodek mesečni. To je 700 evrov. To je 700 evrov, ja. To je nekdo, ki ima družino, kaj je 700 evrov? Da ni samo koncertov, vidite, da smo v prazni dvorani. Sej pravim, pač govorimo o glasbi, govorimo o svojem področju. To so stiske, denarne stiske in sve iz tega izhaja v tem jasno duševno in tako naprej. Ti to čutiš tako, da je? Ker jaz nič ne čutim, da bi tako, mislim, izpade, da sem eden izmed redkih, ki je to občutil. Občuti kaj? Občutek tega imam, kakor da sem sam jaz to občutil, pa mogoče tako par nekih naskrivajka pove. Ker se o tem ne govori, ne? Veš čem, pa točno to. Le. Mislim, seveda je problem, ne? Zdaj govori se, ne? Vsi smo v istem čovnu, ne, nismo, ne? Vsi smo isti nevihti, ampak eni so na jahtah, Kepca. Eni so na malo manjših jadrnicah, ne? Eni so v kanujih, eni so pač plavajo, ne? Eni se pa utapljajo, ne? Ni res. Tako je. Nismo vsi, ne? V istem čovnu, sploh ne. Tako je. In zdaj ukrepi taki, drugačni, kaki so, ne vem, meni se zdi zmeri bolj, da imajo tam eno kolo sreče in ga zavrtijo tako in gledajo, kam bo padlo. Aha, maske, ne, danes ne. Aha, dan zaradi rekreacije, lahko drugo občino, v redu, tretji dan, ne, kje pa noč. Mislim, vse okej, vse se strinjamo, ne vemo, pač nekaj se dogaja, nekaj raziskujemo, ne vemo, ne, ampak če že ne vemo, bi se dali pa vsaj to predstaviti, pa tako, ne vemo, probavamo, nekaj delamo, nekaj, ne pa vi ste krivi, vi, ki ste lahko. Mislim, ena stvar, kar je zanimiva, ne? Vse bi bilo lažje, če bi ljudje imeli zdrave argumente. Ko pa vidiš, da nimajo zdravih argumentov in pa ostane samo manipulacija, zavajanje svojih volilcev in da se nekdo spravi na nekoga z vsemi državnimi sredstvi, je to, mislim, da zelo grdo. In če že govorimo o določenih svobodi govora, jaz nikoli ne bi razmišljal na glas, če mi ne bi rekli, da imamo svobodo govora. No, zdaj, ko sem to naredil, sem videl, da je nimamo, ampak vsem pač bom ustrajal, ker verjamem, da je za to vredno se boriti, pa če treba tudi umreti, da bomo lahko svobodni ostali in svobodno razmišljali, ker na ta način, kakor zdajle, ker vidimo, kaj se dogaja, skozi situacija za situacijo. Vrnil bi se na mečka nazaj, 5 minut nazaj. Jaz mislim, da je pomemben, da z eno mehno kuglico začnemo kotaliti, se pravi, da to kepico, da začnemo kotaliti, ne, in da potem se ta kepica vedno rata večja, ne. Ker enkrat, ko bi mi dosegali, da bi recimo nek minister mogel odgovarjati on, bi potem se premaknili tudi naprej in bi tudi drugi ljudje videli in bi dobili navdih, voljo, da se izborijo za določene svoje stvari. Ne? In treba je probavati. To absolutno. Recimo s temi kazenskimi ovadbami. Ena zadeva, za katero jaz smatram, predvsej jasno bi jo bilo vložiti prav v tvojem primeru, v tvojem tudi. Kolikor ga dobro poznam, ja,
Težko je dokazati namen zlorabe položaja, da so ti hoteli škodovati, ampak ali so zlorabili položaj, so ga. Ali je bila malomarnost tu, vsaj malomarnost se jim da pripisati, razumeš? Mislim, ti imaš neko odgovornost, če si, brez da bi to bilo mišljeno kot ponižujoče ali pa karkoli, hišnik ali si ti nek nižji uradnik ali karkoli, imaš neko odgovornost, minister pa ne, njegova sekretarka oziroma sekretarji pa ne, seveda, da imajo tudi oni, odgovornost in bi jo morali nositi, ne. Ena dobra stvar, ki ste jo prej oba dva izpostavila, je ta, za katero si ne želim, da bi šla mimo samo enkrat izrečena, pa bi jo rad ponovil. To je ravno ta stvar, ko ste govorila o telefonskih klicih, ki ste jih prejemala od vse povsod, recimo. Ne? To je to, ne? Ko enkrat stopiš ven, ko enkrat stopiš v javnost, ko enkrat razkriješ to, kar se ti dogaja, kar ti počnejo, ne, takrat ugotoviš pravzaprav, da nisi sam, da nisi več sam. Ne. Dokler tega ne narediš, po izkušnjah, ki jih jaz imam v pogovorih z različnimi ljudmi, in niso bili 3, 4, ampak več, opažam prav to. Ne. Ta občutek osamljenosti pride takrat, ko misliš, da se to resnično dogaja samo tebi, pa tudi, če se dogaja drugim, te morda nekaj drugega prepreči, da bi se pač enostavno izpostavil, ker imaš občutek, da boš sam nekje na tapeti, pa temu ni tako. Ne? Ni vse v njihovi zlobi, pokvarjenosti in tako naprej. Jaz mislim, da to, kar počnejo, ne, da počnejo na nek način, počnejo na način, na kakršnega že to počnejo. Ne. S tem izkazujejo številne svoje karakterne, osebnostne lastnosti. Po drugi strani pa vendarle, ne, ko pahnejo cel del kulturnikov, velik del, predvsem samozaposlenih v kulturi in tako dalje in tako naprej, ko želijo jemati denar tudi nevladnim organizacijam, ko grozijo kulturnim ustanovam in tako naprej, pravzaprav potiskajo celotno polje nek civilne družbe, pomemben del civilne družbe v neko defenzivo. Ti se moraš ukvarjati s svojim preživetjem. Ti, da si urediš osnovno zdravstveno zavarovanje. Ne? Nekdo drugi se mora ukvarjati s tem in tako naprej. Poglejte primer Metelkove 6, ne? Ki je sama po sebi ki je sosed pravzaprav Ministrstva za kulturo. Ne? Mirno bi lahko, in bili so pozivi in jaz sem se tem pozivom pridružil in jih štartam na novo, da bi pač enostavno kulturniki lahko izvajali pač ali pa organizirali ljudske skupščine v avli Ministrstva za kulturo. In če se na koncu dneva odločimo, da iz stavbe ne gremo, pa pač ne gremo. Ne? Ampak, ko pa oni rečejo, ok, prav, izpraznite prostore Metelkove 6, potisnejo vse organizacije, ki so tam prisotne in vse ostale organizacije in posameznice in posameznike, ki prihitijo na pomoč Metelkovi 6 v defenzivo. Dokler se mi moramo bojevati z tega, torej nižjega vidika, položaja, so oni v prednosti in vemo točno, kaj oni v tej državi hočejo narediti. Ni nobeno naključje, da to počnejo na tak način, kot to počnejo. To smo videli že na madžarskem scenariju, ki sem ga jaz tako čist mimo grede, ker to je že, zavedam se, kliše postal, ne? Ampak jaz sem madžarski scenarij resnično preučeval že leta nazaj in je res, Slovenija gre izrazito po tem scenariju. Ne? V tem pogledu mora biti 2021 drugačno leto, kot je bilo prejšnje. Ne? Ne, da ni bilo protestov, ne, da akcije še vedno ne potekajo, ampak je treba te akcije podpreti ne samo z lajkanjem na Facebooku, ampak je treba pač ali pa določene ljudi podpreti, ampak je treba postati del teh ljudi, ki so angažirani in ki se upirajo. Erik, super. Prosim. Jaz lahko dodam iz prve roke, da ne bi nikomu prvoščil to, kar se recimo dogajalo meni, da je zdaj recimo na nek način to, da jim reč, druga medijska priložnost, kjer bom mal iskreno se pogovarjal, kakor da se pogovarjava ob kavici, samo da bodo to lahko še ostali poslušali. Vprašajte se, dragi državljani, ali želite resnično živeti v družbi, kjer
ko se vi ne boste z ničemer strinjali, ko se bo dotaknili vas in vaših življenj, da ko boste kaj hoteli povedati potem, ko ste bili napadeni in ne boste nikjer dobili te priložnosti, ne? A se vam to zdi, da je to enakopravnost? Meni se zdi to, da je hinavščina, surova hinavščina in da to nima veze z demokracijo. Naši voditelji imajo demokracijo samo v imenu strank, kakor zdajle trenutno, jaz tako malo če pogledam, ne. Ampak demokratično oni proti nam ne morejo dobiti. Ker demokratično, če gledamo, smo na nek način, lahko potrdim, mi na strani resnice. In ko si ti na strani resnice, ti lahko prideš in se soočaš z njimi kadarkoli v živo. Oni se z mano niso mogli soočati v živo in to so pokazali tudi v Državnem zboru. So enostavno vstali in se pobrali. In zdaj se jaz sprašujem, kdo je zdaj večja pijavka? Mi, kulturniki, ki smo zelo mala skupnost, ki plače svoje dobijamo z našim ustvarjanjem in delom in tako naprej, ali ravno te, ki so v službi nas in medtem, ko mi plačujemo davke, plačujemo njihove plače, ki so dobre, ki so stabilne in tako naprej. In oni si ne morejo niti časa vzeti, da bi nam prisluhnili. Enkrat na 30 let, ko ga potrebuješ, ne. Zgodba izza Državnega zbora, jaz se moram povedati. A mislite, da sem jaz videl tisto foro, da si daš dol masko od sebe? Ne, jaz sem to videl od njih. Pa ne bom govoril od naših, vaših oziroma desnih, levih, kakorkoli paše državljanom, ker jaz verjamem, da so oni navajeni to vrstne komunikacije, ker jo poslušajo že 30 let. Jaz pa že tega 30 let ne moram prebaviti, ker jaz verjamem, da naša dejanja govorijo, kdo smo mi. Ne. Zastonj se meni lahko nekdo predstavlja kot domoljub, potem pa jaz v Državnem zboru citiram Cankarja, ko rečem, prva in vsaka moja misel je delo. Gospod minister, tudi če vas ni tukaj, in delo je že ta misel sama. In potem enostranski mediji to vzamejo, poglejte, kako si Čordić predstavlja delo. In se smejita dva butla, ki niti ne razumete, da se smejita Cankarju, ne pa Čordiću. In mene take stvari bolijo. In enostavno, jaz kot človek zemljan, bom vedno zagovarjal resnico in vedno se bom boril za to, da jim rečem, počakajte malo. Že tako ste nas stisnili v kot. Javnost, določena misel, pa kva bi radi zdaj te umetniki? Vse umetniki pa pesniki morajo biti pa vedno lačni, se so vedno bili. To je ta enostavno težava, da se nihče nikoli ne da v čevlje nekoga drugega. Ker A zato obnavljajo Cukrarno, da se bomo šli tja zavleč pa umret? jaz ko mi čakam, da jo obnovijo. Pa zavice v zastavo. A ne, brez zastave ne gre, nujno, vredno nujno. vozimo. Oprosti, prekinil sem te kar. Hotel sem reči, da bi bilo vse lažje, če bi se vsi posamezniki v družbi dali vedno v čevlje nekoga drugega in bi razumeli lažje, ne, da pač hitro bi se videli, kako in kaj. Tako kot jaz recimo, ko pridem v Štacuno in vidim prodajalke, se vprašam in razumem njihovo pozicijo, njihov položaj in zaradi tega sem vedno neizmerno se trudim biti prijazen, tudi ko imam slab dan, ne. Ker sočustvujem z ljudmi, s katerimi se srečujem, ali je to pošta, ali je to trgovina, ali je to karkoli drugega. In normalno, da si želim, da bi ljudje tudi spoštovali se med sabo bolj kot ne. Zadnjič sem imel neko snemanje, ne, od jutra do večera 2 dni zapored in res bi rad videl vse tiste, ki očitajo glasbenikom oziroma tovrstnim ljudem, ki se ukvarjajo s tem, da je to vse tako enostavno, da je to tako easy, da delati se sprav, ne, kakor da v življenju nikoli nisem nič delal. Rad bi jih povabil enkrat, da me sledijo 1 mesec, pa da vidim, če imajo kondicije. Borut Pahor, primer, gospod predsednik, ne, ki se obnaša
kot da je vse v redu, ne, pa ni, ne. Mislim, definitivno je soodgovoren za trenutno pozicijo. Vsaj pri kulturi bi se lahko oglasil, če ne že pri temu, da ne smemo trobati, če hočemo povedati, da se ne strinjamo s takim vodenjem države. Ker ne smemo pozabiti, da zadnjič sem slišal enega gospoda, starejši možakar, starejši možakar me je opozoril, da še nikoli v Sloveniji ni bilo tako veliko denarja, kot ga je zdaj. To, kako se bo razporedil, ne, bomo pa potem videli čez par let, ko bomo pač mi zadolženi in ne oni, ki si ga bodo verjetno med sabo razdelili. Tako da vso pravico ima vsak posameznik v družbi povedati, povedati, s čim se ne strinja. In ne zato, da bi mi hoteli kritizirati. Ljudje, kateri razmišljajo, bodo razumeli, da je to dobronamerna kritika, ker kritika je lahko dobra, se pravi dobronamerna, lahko je pa kritika tista iz fovšije in tako naprej. Mislim, jaz jim definitivno ne zavedam njihovega položaja, ker če bi želel biti na njihovem položaju, bi se šel kandidirati in bi lahko recimo verjetno slej kot prej bil tam. Ravno obratno, jaz se zavedam svoje pozicije, zavedam se, koliko lahko naredim z mojim načinom ustvarjanja, nastopanja, obiskovanja raznih skupin. In mislim, da sem si to na nek način že vzel kot poslanstvo in uživam v temu. Je težko, ampak je vredno. Po drugi strani pa pričakujem tudi od njih, da omogočijo za vse ostale ljudi na različnih področjih, da lahko lažje shajajo in uživajo v svojem delu in da so potem pač boljši rezultati za vse v celoti. Hočem povedati, da se pravi, jaz nikoli nisem njih kritiziral zato, ker bi sovražil kogarkoli. Oni so to me hoteli obesati. Mislim, jaz sovraštva v mojem srcu praktično, da pač ni. Kvečem obstaja samo oproščanje, še posebej, če se recimo lahko zgledujem vsaj malo po Jezusu, če mi daste to dovoljenje, ne? Ker Jezus je lahko tudi moj učitelj, prav tako kot je vaš, ne? Ampak vidim, da se pač vsi tisti, ki imajo najrajši Jezusa, obnašajo ravno obratno, ravno nasprotno od tega, kakor je on učil, ne? In hočem reči, da naše kritike so vedno dobronamerne. To, da jih oni vidijo kot napad na njih, pa govori o njihovi vesti tega, kar oni počnejo, pa mi tega ne vidimo. Zelo lepo rečeno. Ja, zelo lahko je kriviti drugega, ne? Pravzaprav za svojo nesrečo. Ne? To, kar omenjaš. Ne? Nekdo, ki svojega dela nima rad, ga bo težko opravljal. Ne? Jaz, ki imam svoje delo rad, mi ni problem iti direkt iz predstave v drami, v avto, se peljati v Zagreb, iti na avion, se peljati v Bruslj, iz Bruslja v Berlin, tam brez kosila iti na Tonsko in pol na koncert. Ni problem. Ne? Pač uživamo v svojem delu. Ja, zdaj, če nam to očitate, da uživamo v svojem delu, prav. Ne? Ja, jaz ga imam neizmerno rad in mi ni težko. Pa bi lahko mogoče kako drugače zaslužil več denarja, ampak ravno tu je problem. Ne? Ta empatija, ne, ki nam manjka, je zaradi tega, ker se pehamo za denarjem, za zaslužkom. Zato ne vidimo drugega, ker nam je vseeno, ker je prvo denar, pol je pa slo človek. Ne? To je to, kar jaz smatram, brez kakršnekoli domišljavosti ali karkoli, ne, da je pač to tudi razlog, zakaj se oblastniki na nek način tudi bojijo tega progresivnega dela kulture, ne? In umetnosti in tako naprej. Zaradi tega, ker so kar naenkrat soočeni z mnoštvom ljudi, ki morda med seboj nimajo toliko skupnega, delajo različne stvari, ne, ampak jih druži, če nič, ali pa povezuje ta ljubezen do tega, da ustvarjajo to, kar ustvarjajo, ker nas to tudi definira. Ne. A veš, zato potisniti te ljudi v neko stisko, da se s tem ne bodo ukvarjali, da ne bo časa za ustvarjanje, za konstruktivne kritike, ampak ne samo za konstruktivne kritike, temveč tudi za načine, kako bodo te kritike podane, kje bodo podane in v kakšnih oblikah, kako pogosto in koliko ljudi bo tem kritikam sledilo, ker jih bodo prepoznali za nekaj, kar se dotika tudi njih.
Ne rabi biti nekdo kulturnik, da bi razumel kulturnika. To je bilo, že prej je bilo to rečeno, ne? Strani, mislim, da obeh vaju dveh. Ne? In to so te delitve, ki jih pač, sej ni, da se mi delimo na leve in desne. Ne? Enkrat sem se pogovarjal lani z nekom, ki dela v poljedelstvu, oziroma kmečki turizem. No. In poljedelstvo, jaz sem bil tam kot obiskal ta kmečki turizem in sva se fantastično razumela glede njegove kritike trenutne vlade. Ne? Dokler nisva prišla in nisem jaz pripeljal teme na to področje, ampak je kar naenkrat rekel, pa ti študenti, oni imajo pa vsega preveč. Pa čakaj malo, no kje si zdaj ti to pogrunto, kdo te je to naplahtal, kateri kanal ti to gledaš na televiziji, sej mislim, da vem katerega. In veš, mislim, in potem pride do teh stvari. Treba je seveda na glas govoriti o teh zadevah, zato da pač enostavno ljudje prepoznamo, da smo si veliko bližje kot recimo ljudje morda mislijo. Ne? Všeč mi je in uporabljal bom od zdaj naprej vedno to primerjavo, to prispodobo z nevihto. To je bilo absolutno vrhunsko, poleg vsega ostalega, kar je bilo rečeno z vajine strani, s čimer se globoko strinjam. Si hotel še nekaj dodati, eno so prosti? Lahko sedimo še do jutri tlele, ne? Koliko bi še imeli za dodajati. Se bomo počasi po mojem zaključili, ker smo neka temeljna sporočila smo poslali. Bomo za nekonc bomo poslali še eno sporočilo za 2021. Kot sem prej rekel, res najlažje je kriviti nekoga drugega za svojo, dajmo reči, ne vem, nesrečo ali pa kakorkoli. Ker videti, kako pač je prišel nek migrant in ti nekaj vzel, je lažje, kot pa to, da se zamisliš nad sabo. Zakaj pa jaz ne igram z Stingom? Ali pa zakaj jaz ne igram z Madonno? Zato, ker pač nisem dosti delal, pa nisem dosti dober. To je pač po svoje jasno. Zato, ker si migrant. Ker sem naš. A veš, tle je problem. Jaz vem, kje je moj plafon, kamor lahko sežem, pa kam ne. In zdaj bo pač očitati enemu, ne vem, kaj sem vem, koga bi dal za primer, ne, pač enega studijskega bobnarja, da ne rečem imena, kot tako noben ne bo vedel za njega. Ja, pač on je več vadil, on je več delal, okej, se tudi je sreča, je tudi en faktor, seveda je, ne, ampak to je moj problem. Moj problem je, da nisem imel dosti jajc, se preseliti v Los Angeles, pa dovolj vaditi, pa tam spoznati neke ljudi, pa delati za nekega producenta na svetovni ravni. Moj. Ampak da dokler si tukaj in pač delaš stvari in si aktiven in tako naprej, mislim, najmanjša stvar, za katero jaz verjamem, da si želimo, je pač to, da imamo neke pogoje za ustvarjanje, za delovanje in da iz tega dobimo vsaj dostojno življenje. Samo to hočemo. Ker tudi te pravice, prej je bilo govora o svobodi govora in tako naprej, si poudaril zdatko in tako dalje, kar si rekel, pripravljen tudi umreti za to in sem hotel takoj replicirati z neko sarkastično opasko, dokler se nisem sekundo kasneje spomnil, da pravzaprav tudi ta pravica od vseh ostalih pravic, ki jih mi imamo, ne, kot družba, in to ne samo slovenska, so bile pridobljene s krvjo. Ja. Nič ni bilo dano kar tako. Tudi nikoli nič ne bo dano. Točno to. Kdorkoli si predstavlja, da bo karkoli dobil, dame in gospodje, tudi meni nič ni bilo dano, čeprav določeni enostranski mediji so vam pokazali, poglejte ga, kaj dobi. Nažalost, nihče od vas nič ne dobi. Vse, kar imate, ste mogli narediti nekaj za to in tako je tudi pravilno. Erik, če bi mi dovolil, jaz bi rad sam še omenil določeno situacijo v časih, ko sem bil še zelo aktiven na protestih in v časih, ko sem delal te svoje kakšne solo akcije. Najprej bi rad povedal, da koliko je zanimiv, nihče ni mene poklical za moje mnenje in prvotno stanje, ko sem samo postavljal vprašanja. Vse je samo zmotil, na kakšen način, kako si dovoli, da se spreminja v novinarja. To je, kot da bi rekel igralcu, kako si dovoli, da igra Romea, primer. Ampak on je igralec, jaz sem pa človek, pa me zanima.
Mene samo zanima, da mi argumente, da mi zdrave argumente, se sem dovolj pameten, se sem dovolj star. Samo če mi rečete, da so v vseh državah po Evropi šole bile odprte, samo pri nas so bile zaprte in konstantno naslednjih 14 dni je ključnih in ta komunikacija, maske, rute, gor, dol, klofute, samo še klofute ne more začeti talati. Tako kot v Indiji, nima maske, kje imaš ruto? In zdaj, ko podrkot zapirajo šole, bi jih pa naši odpirali, ne? Če lahko samo dodam. Prosim, jaz sem samo spraševal, kako je možno, da lahko v neki tovarni je 700 ljudi, otroci, ki jih je pa v neki šoli tudi samo 100, ne morejo biti tam. In šokiran sem bil nad svojim kolegom, gospodom Goranom, kateri je na nek način izpadali tako, kao, poglejte si, kaj si pa Zlatko dovoli. Dajmo zdaj njega potunkati, ne, da bom jaz izpadel tukaj zdaj kao malo, ne. Medtem se pa noben ni vprašal in še danes nihče ni odgovoril. Zapasi si roko zaradi mikrofona, oprostite. Hočem povedati, in še danes nisem dobil odgovorov na postavljene vprašanja gospodu Kreku. Z gospodom Krekom bo itak verjetno slej ka prej imela tudi kakšno soočanje. Ponavljam še enkrat, jaz se mu nisem opravičil zato, ker sem mu postavil vprašanja. Jaz sem se mu opravičil iz človeškega stališča v smislu, da ga jaz nisem hotel prestrašiti, nadlegovati, pa ne vem kaj še, ker potem je to rekel, da je ustrašen, ne vem kaj. Moj namen ni bil, če bi jaz hotel njega ustrašiti, misliš, da bi se snemal? Pa seveda, to si že prej recimo zelo dobro poudaril, ne? Ker pač mi njih soočamo z nekaterimi stvarmi, s kritikami, s pristopi takšnimi in drugačnimi, recimo s tisto akcijo pred Ministrstvom za kulturo, z onimi stoli. Tukaj umikam besedo mi, ker nisem bil zraven, ne da bi se hotel zdaj, to pa nisem bil jaz. Ne bom si jemal zasluge za to fantastično akcijo. In oni, če to prepoznajo kot grožnje in tako dalje, in če to ta njihova igra, to v bistvu, kot si tudi ti prej sam omenil, ne, pove več o njih, o njihovi vesti. Tako. To si izpostavil in to je absolutno resno. In zelo zanimive stvari, kar bi rad omenil, da potem, ko se človek usede in pogleda na stvari kot človek, lahko hitro pride do zaključka, da vse to, kar sem jaz počel, sem počel dobro namerno, kljub temu, da so mnogi me hoteli pokazati v luči kakršnega koli. Praktično mi je že vse in še tukaj enkrat bi javno rad ponovil. Zaradi mene zdaj lahko na ulici pride 100,000 ljudi, da me moja mama kliče, da me moj otrok kličejo, bi rekel, dame in gospodje, hvala lepa, jaz sem njivo preorov in orov, zdaj pa na ostalih, da enostavno pridajo in posadijo semena, na drugih je, da to zalivajo, na tretjih je, da to oberajo, na četrtih je potem, da te plodove prodajajo in tako naprej. Se pravi, da vsak v družbi danes naredi nekaj, je dovolj, da se stvari premaknejo. Če bomo pa vedno čakali, kdo nas bo rešil, pa se bojim, da rešitelj je v bistvu v vsakem posamezniku. Veš, od koliko ljudi sem slišal, pa to ni niti kritika teh ljudi, ali pač očitek, ampak to se vleče že od začetka decembra, če ne konec novembra, ne. Pač treba je nekaj narediti, tako dalje. In pol ti različni ljudje z različnih organizacij, v glavnem govorimo o civilni družbi, normalno, rečejo, pa daj počakaj, se bo vlada zamenjala. Pa v redu, smo prišli do tega, da tukaj smo, Erjavec nas bo rešil, pa 3 poslanci SMC-ja, o katerih si mislim, ne moram niti povedati, kaj si mislim, ker je predolgo in ni dovolj niti psovk v slovarju. Ne? Ampak veš kaj? Ne, mi smo zdaj, bi pa opozoril na eno stvar, ne? Zdaj smo, tako kot si eno sprej rekel, mi lahko ure in ure tukaj sedimo. Ne? Sem za SMC bi nekaj, čist na kratko, okay, ker smo bili na seji državnega zbora. Jaz bi sam preden račeš, bi rad sam rekel, je eno že prej poudaril, to snemamo, oziroma pričujoči pogovor smo posneli 11. januarja v ponedeljek.
Predvajal se ne bo pred petkom 15. ko naj bi prišlo do te zaupnice, nezaupnice v parlamentu, glasovanja, tako da pač tega ne moremo komentirati s tem razlogom. Ne, sej samo to, nobenih grdih besed, ampak karkoli. Pač zdaj pred parimi dnevi je prišla vest, da bi pa SMC Simonitija in Hojsa bi ga pa zamenjal. Ja, sem slišal. Jaz sem bil na seji odbora za kulturo, 30. nujno sklicani, pač zaradi problema samozaposlenih v kulturi, pač zaradi teh postopkov, o katerih smo prej govorili. Dva poslanca SMC-a sta sedela tam, relativno odkrito kritizirala ministra, glasovala pa, ker se to pač vidi, če sediš za njima, so take tablice in pa se glasuje. 4 knofki so in se vidi, kdo je zakaj glasoval. Če pač slučajno sediš za njima. Sta glasovala za SDS-ov predlog. Takrat, pred enim mesecem, so imeli odlično šanso dati zaušnico Simonitiju. Zdaj bi ga pa menjali. Zakaj? Zato, ker se zdaj toliko mogoče malo obrača. In oni, če ne ostanejo zdaj v parlamentu, se lahko poslovijo od poslanskih plač. In to je to. To je stroj, to je glasovalni stroj. To so slabe plače, no? To so za nas, ki zaslužimo neke prave denarje. Kdo bi delal za ta drobiz? In zdaj, če za to prodaš svojo vest, až brez veze. Točno to, mislim, to je igra, levi in desni, to se igra. To dragi poslušalci, gledalci. To misliš tudi za mene? Ne, za naše in vaše ne, ampak veš, za ne. Ne na koncu smest ljudi. Ne smest ljudi. Niso izi stvari, ko se pogovarjamo. Se ravno za to pa, vse igra, igra je. Erik, jaz mislim, da se vsi mi trije strinjamo in tudi gledalci na drugi strani. Vse, kar si mi želimo, je to, da lahko delamo ali da lahko ustvarjamo in da lahko enostavno si privoščimo dopust, ko pride šansa za njega. Če je pa to preveč, kar si želimo, potem pa tudi ne vem kaj. In še eno stvar bi dodal. Mnogi so, potem, ko sem videl, kako so oni šli brskati vse za mene, da bi nekaj najdel, kaj bomo najdel, so rekli, stanovanje od države, halo, jaz imam stanovanje od mestne občine Ljubljane, mislim, da zdaj bo čez par mesecev bo 1 let. Med tem časom sem pa 10 let živel v privatni najemnini. Vsi tisti, ki ste v najemih, vem, kako vam je, ker vem, kako mi je bilo in vem, da vam ni lahko. Koliko je študentov, ki so tako po njim. Se pravi, govorimo o resnih stvareh in to je ta razlog, zakaj se izpostavljam in to je ta razlog potem, ko začne vreti v meni, da ni problem v tem, zakaj je družina Čordić dobila stanovanje po 10 letih. Problem je, zakaj ga ostali niso. Dame in gospodje, samo Zlatko vam bo vedno povedal, ja, jaz sem to dobil, ampak želim si, da tudi vi to dobite. Družba kot družba, človek kot človek, pička mu materna. Zaradi njega jaz nimam. Ne zaradi mene, ampak zaradi sebe. Ker si tih, ker se ne znaš izboriti. Da ne bo izpadlo, nisem jaz prišel nekam pa se boril, ampak hočem povedati, če hočemo imeti boljše življenjske pogoje, treba za to tudi nekaj narediti. Dano ne more biti. Logično, ampak si želim, se pravi, da bi ljudje razumeli, če želijo na nek način boljšo prihodnost zase in za sosede in za vse druge, je definitivno prva stvar, da se zavedamo, je to, da smo mi skupnost, da smo mi vsi med sabo povezani, da jaz ne morem biti zadovoljen s svojim uspehom, če vidim v svoji okolici, da stvari ne štimajo. Se pravi, moramo več gledati eni na druge, kakor pa samo nase, po domač povedano. In predvsem pa to so zelo, zelo izvedljive stvari. Saj, če ne bi bile, jaz ne bi govoril na glas, ampak ker vem, da se da spremeniti, vem, da so spremembe potrebne in zavedam se ene stvari, delo posameznikov v kulturi je ravno to, da opozarjamo na te spremembe. Ne pa, da zdaj gremo pač gledati, zakaj on ima, zakaj jaz ne. Mislim, to je grozen, to je žalostno. Nihče pa noče videti za kulisje. Se pravi, vsi bi radi samo videli sliko eno iz snemanja ali iz neke
nihče pa ne bi bil zraven niti 5 ur, da gleda recimo, kako to poteka. Tako da to bi bilo po mojem vse z moje strani, da ne bomo predolgi, skratka. Zdaj že malo obračamo na eno in isto stvar, neosebna odgovornost, se reče temu. Ne? Ampak se mi zdi, da je treba to vedno znova ponavljati, seveda, ker se nikoli ne ve, kdaj bo nekdo to prvici pogledal, kdaj bo nekdo... Se podimo pošteni, tudi če se ena stvar dvakrat, trikrat tukaj ponovi, kolikokrat pa te stvari zasledimo, da so javno izrečene v naših medijih, da so povedane na tak način. Tako. Koliko je empatije pravzaprav v naših medijih. Veliko je skakanja, veliko je histerije, veliko je dramatiziranja, dramatični sedanjik. Potrkamo na vrata in ga ni doma. Fuck, in kaj. Ampak koliko je empatije. In kar ti recimo govoriš, glej, Zlatko, razumeš, glej, ti si rojen v Ljubljani. Tako. Ena naslovnica Demokracije te je pošiljala nekam ven iz Slovenije. Ne? Ampak to je bilo, ko sem to videl, sem se tudi nasmejal, ker Demokracija je tudi meni enkrat posvetila celo naslovnico, razumeš? Ne? In isto je bilo, kam te vodi pot RTV, skratka budalaštine. Ampak kaj štlej, ti si rojen v Ljubljani. Jaz sem ekonomski migrant v Ljubljani. In prihajam, rekel sem prej, se mi zdi, da sem rekel iz Ilirske Bistrice, ker moram jaz svojim ljudem, svojim občanom in občankam razlagati, vi ste lahko proti migrantom, ampak vi ste obsodili, predvsem ti starejša generacija, vi ste obsodili mojo generacijo in vse mlajše generacije na to, da bomo ekonomski migranti. In v redu, ni nikakršen problem. Ampak zavedajmo se, kdo smo, kje smo, zavedajmo se, da so ti pojmi, ti izrazi veliko bolj elastični, kot si sicer ljudje mislijo. Ker če bi se tega zavedali, ne bi padali potem seveda tudi na finte, kot je paraziti in tako naprej. A veš, kar lepijo pa seveda na vse nas. Naši očetje so pred 30-40 leti hodili v Nemčijo delati. Jasno. Zakaj? In zdaj smo mi, veš, spet naši, pa veš, mislim... Mi smo se malo skrenili s te teme, ampak glej, veš kaj, povejta mi, ne, pa se čas je, kolikor se ga vzamemo, ampak samo da ne izgubimo te rdeče niti. Kaj trenutno ustvarjata, to je nekako pred zadnje, mislim, da vprašanje. Enos, lahko kar ti? Jaz se pravim, mene v trenutni situaciji rešuje ta moj mali studij, ki ga imam in pač delam, snemam predvčerajšnjem sva začela z Zoranom Čaličem delati njegov nov album. Prvi singli so že zunaj, ki smo jih uspeli še pred drugim lockdownom narediti. Potem za eno pevko njen prvi izdelek Maja Kuhar, moram povedati, se mi zdi, da bo zelo v redu. No? Pač studijsko delo. Decembra je bilo malo boljš, so neke firme naročale, ki imajo malo več denarja, tako da se gre, se da, ampak delamo, ne damo se. Absolutno. Midva imava pa z eno novo skupno kolegico, ki je bila prisotna na snemanju tvojega videospota, to je bilo prvi vikend, oziroma drugi vikend v januarju. Zbral si cel kup reperjev okrog sebe. Tudi. Namerno te to prej nisem vprašal, sem rekel, da bom res prišparil vprašanje za tukaj. Če ni to zdaj neka skrivnost, neko presenečenje, ki bo prišlo zdaj na dan? Ali... Ne, sploh ni skrivnost. Spoznal sem, da je potrebno v najtežjih časih zbrati moči in poguma in ustvarjati najboljš, kar se da. In ta video bo na nek način pečat, ki bo to potrdil in zaprl usta vsem škodljivcem. Zaradi tega, ker ne glede na to, v kakšen položaj so nas porinali, nas pustili na milost in nemilost, se pravim, se spet nekako da, se povezuješ, verjameš v to, iščeš pot, iščeš način in to je to. Ostala bo zapuščina, še ena dobra zapuščina, definitivno. In
Jaz si samo želim ene stvari, da saj prizanesejo mulariji in da jih čim prej povežejo spet na nek način, da jih spustijo, da grejo nazaj normalno v šolo, ker to zdaj, kaj se dogaja in koliko časa že traja, to je pa že nesramnost. Tako da to je to z moje strani in predvsem bi rad povedal eno stvar, delamo vse razen zgube. To se heca malo, ampak kam bomo prišli, če se ne bomo hecali? Ne? Absolutno. Jaz imam nek dober občutek, to bojo moje nekako zdaj končne besede, preden se vam zahvalim. Jaz imam nek občutek, da bo leto 2021, ne samo da bo boljše od 2020, to je bilo jako prekleto leto, to je nekaj, kar mislim, da res ne bomo pozabili. Ne? In tukaj res upam, da se ne motim, ampak imam nek, ne instinkt, ne slepo vero, ne naivnost ali pa karkoli, ampak smatram, da bo to leto, ki je zdaj pred nami, ne, boljše, kot je bilo prejšnjo. Navdaja me neko upanje, ki ga ne znam locirati pravzaprav točno iz kje izhaja. Ne? Mogoče tudi pač iz teh naših poznanstv najina so se utrdila v zadnjih mesecih, najina so se vzpostavila zdaj v decembru. Skratka, v novo leto smo zakorakali malo okrepljeni, številčnejši, prepričani, da nismo toliko mogoče izolirani drug od drugega, kot bi ljudje recimo ki se počutijo, ki so v tem stanju mislili. Ne? Tako da, gledajte, ni nekih velikih besed zdaj z moje strani, ker smo slišali tukaj ogromno človeških, čudovitih ne izjav, ne citatov, ne nagovorov, ampak misli. Tako da jaz bom samo to rekel, da pač če je kdo med vami, ki čuti, da so mu bile kratene, ji bile kratene pravice, konkretno strani Ministrstva za kulturo, obstaja, je to društvo, asociacija, je društvo, društvo, asociacija, sedežem v Ljubljani, seveda, jaz sem član, ampak nimam tam nobene funkcije, poznam ljudi, zbirajo prijave, zbirajo pričevanja in tako naprej, karkoli lahko še njim poveste, bo ta naš skupni boj utrdilo, okrepilo, ker tako se bo ta stvar pravzaprav odvijala naprej. Mi bomo ali padli skupaj, ali bomo pa zmagali skupaj. Eno ali drugo se bo zgodilo, ampak nikoli se ne bomo otresli besede skupaj. In upam, da gremo skupaj v to novo leto in da nam bo resnično boljše kot prejšnje. Ne? Za konec bi rad samo povedal to stvar. Naslednja dežela pridnih z moje strani to bo pogovor z Bogdanom Lipovškom, nekdanjim legendarnim pravzaprav direktorjem hotela Union v Ljubljani. Gre za gospoda, ki je zelo dobro podkovan v slovenskem turizmu, ve veliko stvari, pa tudi izza kulisja slovenske politike. Z njim bova iskala odgovore na številna politična vprašanja, marsikatera od njih se sučejo okrog stranke modernega centra SMC. Ne? Tako da bodite z nami tudi naslednjič. Hvala vam, ker ste bili z nami tokrat, hvala tudi vama dvema. Hvala za vse, kar sta povedala. Ene par stvari, pa mi se poznamo, ampak ene par stvari, ki ste jih povedala, so se me na novo dotaknile. Hvala. Hvala tebi. Hvala. To je to.